trenutni zmazek vsega, kar je človeštvo kreativno ustvarilo, zapakiran ven zelo zanimiv chatbot in pa greznico kršenja intelektualnih lastnin in avtorskih pravic. To je pač, ne? Sci-fi pisatelj John Scalzi imel en zelo dost postov čez velike jezikovne modele oziroma AI in ena od stvari, ki jih je najbolj izpostavil, je, da je ta tehnologija oziroma dejstvo, da se ta tehnologija imenuje zdaj AI, pokvarilo 80 let zelo cool znanstvene fantastike, ki smo imeli od Date do Hala 9000. Hal ni zloben, Hal je samo konflikt v moralnem, ker mu naročijo, da mora lagati in on ne zna lagati, ne? Kar je zelo zanimiv, zgodnja ideja AI-ja, da bomo naredili, ko bomo naredili lahko umetno inteligenco, ne bo imela te hibe in kakor hitro so pa Hala prisilili v to, da mora lagati, se mu je pa zmešalo in je postal morilski. Danes pa je glih stvar obratna. Če tem velikim jezikovnim modelom rečemo AI, lagati pa res znajo, a ne? In to radostno in pogosto, absolutno. Če ne veš, kaj si bodo krasno zmislili tvojo življenjsko zgodbo. V znanstveni fantastiki je po spolu 80% moških, ne? 20% žensk je pa, vemo, kako so prikazane, ne? Te... Westworld. Recimo, ne? Tako da mislim, da bo tukaj se treba osredotočiti na tista vprašanja, ki jih kot družba mogoče si ne upamo še zastaviti, oziroma si jih zastavljamo, ampak nimamo še odgovorov na njih. V Iliadi se pojavi Hefajst, ki ima zlate pomočnice, ki jih on ustvari, mislim, so iz umetnih materialov skupaj narejene, od umetnih iz kovine in so inteligentne. Tako da to bi lahko bila neke vrste prva umetna inteligenca. Pa tudi pri Argonautih, ne? Kolos je tudi dejansko robot, ki sam po svoje dela, kar pomeni, ja, UI se ni rodil 250 let nazaj, nego 2500 let. Živjo družba, spoštovano občinstvo. No pressure. Najlepša hvala, da ste se odločili, da boste se pridružili nam pri tem pogovoru na temo umetne inteligence, njenega vpliva in to, kar v bistvu to vse o nas pove, ne? Moje ime je Peter in ob meni so danes na odru moji sogovorniki in sicer Nika Nikolič, ki je psihoterapeutka, pisateljica, dvakratna zmagovalka NMN-jevega literarnega natečaja in avtorica znanstveno-fantastičnega romana Zataknjeni v vezju. Pol je tam Sneti, ki našega Supreme Jaspsa mislim, da vsi poznamo, za tista dva, ki ne, je pa pisatelj, igračarski novinar, prevajalec in pa tudi v bistvu prevajalec Sandersonega novega romana Meglavni rod. Potem je Manca, ki je komparativistka, urednica, knjižni molj, ljubiteljica namiznih iger in pa prevajalka Simonsonovega ZF romana Hyperion. In pa Igor, ki je filmski kritik, strokovnjak na področju fantazije, znanstvene fantastike, specialni agent oboda in pa avtor ZF romance Ko zemlja zdrsne za obzorje. Ok, še začeli nismo, pa imamo skandiranja. To vzamem jaz osebno ali ti? A ni lepo, ko ima človek prijatelje? Ja, ne, ob takih prijateljih pa to, ne? Rabiš sovražnikov. V glavnem, današnja okrogla miza bo kratek sprehod po zgodovini UI v znanstveni fantastiki, od zgodnjih predstav do tega, da danes v bistvu niti več ni koncept, ampak nekaj, kar na nas vpliva na dnevni ravni, tako na področju umetnosti, iger in še marsičesa drugega. In pa tudi o tem se bomo pogovarjali, kaj to o nas pove. Pa da razčistimo takoj na začetku, ne? Govorili bomo tudi o generativni UI, kot tudi o pojavni. Ampak
Generativno UI, to vnaprej moram povedati, kot jo poznamo danes, torej velike jezikovne modele in pa generacijo pač slik in tega, ne štejemo oziroma se ne šteje med pravo močno umetno inteligenco, ker bi jo najlažje povzel kot trenutni zmazek vsega, kar je človeštvo kreativno ustvarilo, zapakiran ven zelo zanimiv chatbot in pa greznico kršenja intelektualnih lastnin in avtorskih pravic. To je pač, ne? Po drugi strani pa bo več govora o dejanski UI, ki pa ga stroka definira kot hipotetičen sistem na robotski ali strojni osnovi, ki dosega ali presega sposobnosti ljudi na vseh kognitivnih področjih, od učenja do uporabe pridobljenega znanja, brez potrebe po predhodnem programiranju in prikazuje pojavno obnašanje, kompleksne vzorce, brez programiranja ali namere programerjev. A bi se s tem strinjali vi, ali kot avtorji, prevajalci, uredniki, poznavalci ZF žanra, ali bi pa vi kaj več pričakovali oziroma k temu še dodali, preden začnemo, oziroma da začnemo z enim preprostim vprašanjem. Lahko kar, kdo bo zagriznil, Bošnika? A lahko to preprosto vprašanje prosim za strnitev? Lahko, absolutno, ja. A rabimo kaj več za to, da rečemo, da je nekaj človeku podobno, torej človeško, da ima pojavnost, kot pa samo tehnično definicijo. Torej, kaj je zate pojavnost? Da odgovorim na prvi del vprašanja, najbrž, pika. Ne bi šla v pojavnost, mislim, da smo imamo na veliko programa še danes. Fair. Mogoče za AI bi samo povedala, da ga jaz vidim dvojno. Po eni strani se mi zdi orodje, s katerim se lahko dosega velike znanstvene dosežke, napredke v medicini in tako naprej in je lahko super uporabno, ima pa seveda veliko kontroverznosti okoli sebe in na področjih tega, kako se ga uporablja, kako je družbeno nastavljen in kako vpliva med drugim na okolje. Čist samo na kratko, pa lahko več, potem gremo malo v druge stvari. Kaj pa glede true AI, torej dejanskega AI-ja, tu pa torej dejansko data primer, ne? Ker lahko rečemo, da je malo bolj razvit od kakega LLM-a. Oziroma recimo Fantabot kot modernejši. Ne? Fantabot se mi zdi ful zabavna knjiga, ful the best, super prevod. Mislim, da se je da tudi nabaviti, tukaj na konvenciji, tako da podpiram. Ne, a res? A škoda. No, pa kje drugje pa gotovo? Meni se zdi, ravno danes sem bral na Blue Sky sci-fi pisatelj John Scalzi, imel en zelo dost postov čez velike jezikovne modele oziroma AI in ena od stvari, ki jih je najbolj izpostavil, je, da je ta tehnologija oziroma dejstvo, da se ta tehnologija imenuje zdaj AI, pokvarilo 80 let zelo cool znanstvene fantastike, ki smo imeli od Date do HAL-a 9000 do pač ne zadnje Fantabota zdaj. Zelo zanimive ideje o tem, kak bi lahko AI bil in zdaj imamo nekaj, kar pač uničuje okolje in pač ja, kot je Nika rekla, omogoča sicer potencialno znanstvene preboje, ampak hkrati pa dela zelo grde slike, no. Kaj več o pojavnosti in zakaj delamo, bomo govorili malo kasneje. Mislim, da je površinski, to je problem, ne? Ta površinskost, ki je pač vse prisotna v svetu, a ne vse, nam rekel, vedno bolj, ampak mogoče pa tudi, no? Zadeve niso poglobljene, ne vzamemo si časa za nič več in tako naprej. In ta AI v narekovajih popolnoma ustreza temu novemu ali pa vedno bolj razširjenemu načinu razmišljanja, ne? Ker samo pač te nekako spira, nek hudournik idej, socialnih omrežij, kakorkoli, ne? Vse je
zelo hitro, pokvarljivo, jutri je že nova zgodba in tako naprej. A ne? In pač te LLM-ji, ki pač za mene niso nobene AI, ampak so kvečemo zelo spreten trik, a ne? Čarovniški, a ne? Včasih uporabim, malo boš Google, to je pa tudi vse. Zelo ustrezajo temu novodobnemu miljeju. Ne? To vidim, kar se tiče tega, kar je Igor rekel. Ne? Mislim, da kar ustreza. Mislim, da bi se vsi strinjali. Manca? Ja, jaz mislim, da je to ena definicija, ki trpi za napakami vseh definicij, kar pomeni, da je pretirano splošna in pretirano specifična. Zato, ker vsi vemo, ja, nauči se definicijo, to je to. Ja, ne, ni. Zato, ker imamo od interpretacij do razvoja, do vsega. Tako da, mislim, lahko se strinjamo s to definicijo, seveda ravno zato, ker je dovolj splošna, ampak tako kot smo že omenili, to, kar danes imenujemo umetna inteligenca in uporabljamo kot umetno inteligenco, to ni, vsaj ne v znanstveno-fantastičnem smislu, ker je v zgodovini znanstvene fantastike od literature, iger, vsega pač niso si predstavljali samo malo bolj naprednega Googla, ki bo v bistvu sito, niti ne sito, ampak lijak, v katerega bomo noter sipali vse, kar obstaja in potem nam bo neki vrgel ven. Zato je v bistvu ful zanimivo, ker prvi prikaz v knjigah, kaj ga imamo, je v bistvu že bil od leta 1872 in sicer pri Butlerju v knjigi Erewhon, ki je dejansko Butler prvič teoretiziral, da bi se stroji lahko razvili celo do te mere, da prehitijo človeštvo v vseh pogledih. Pa potem seveda naprej Asimov v iRobot oziroma Jaz robot in pa po mojem verjetno arhetip zlobnega AI-ja, ki si ga pa ti omenil, ki je pa Hal, ne? Hal ni zloben, Hal je samo konflikt v moralnem, ker mu naročijo, da mora lagati in on ne zna lagati, ne? Kar je zelo zanimiv, zgodnja ideja AI-ja, da bomo naredili, ko bomo naredili lahko umetno inteligenco, ne bo imela te hibe in kakor hitro so pa Hala prisilili v to, da mora lagati, se mu je pa zmešalo in je postal morilski. Danes pa je glih stvar obratna. Če tem velikim jezikovnim modelom rečemo AI, lagati pa res znajo, a ne? In to radostno in pogosto, absolutno. Če ne veš kaj, si bodo krasno zmislili tvojo življenjsko zgodbo. Ja, a bi se dejansko potem v bistvu strinjali s tem, oziroma ne, bom drugače vprašal. Tehnologija kot taka, to ste že drugače vi pri obodu ugotovili, ne, je načeloma vedno odraz obdobja človeških strahov in vprašanj, s katerimi se človeštvo mora ukvarjati, ne. Znanstvena fantastika kot taka, ne, in tudi umetna inteligenca, kot si jo zdaj ti definiral, torej ne kot LLM, ampak tisto naprej, ne, je bila načeloma tak, ne. Recimo za časa hladne vojne, Terminator, glih ko se je končevala, ne? Ali pa malo po tistem Matrica v digitalni dobi, ne? Pač Cyberpunk ali pa vprašanje recimo Ghost in the Shell, ki jih je odpiral. Kaj pa danes, da malo usmerim debato v to smer, katera vprašanja odpira danes umetnost, ko pride do UI-ja? Jaz mislim, da je še eno vprašanje malo bolj zanimivo in sicer, katera so tista vprašanja, ki jih ne odpira, oziroma jih še ne odpira, oziroma jih odpira površinsko, šablonsko, zelo generično. Torej, vpliv UI-ja na ekologijo, na ekonomijo, na sociološka vprašanja, na antropološka vprašanja, na vprašanje spolov. Recimo večina prikazov UI-ja tudi v znanstveni fantastiki je po spolu 80% moških. 20% žensk je pa
vemo, kako so prikazane, ne? Te, Westworld. recimo, ne? Tako da mislim, da bo tukaj se treba osredotočiti na tista vprašanja, ki jih kot družba mogoče si ne upamo še zastaviti, oziroma si jih zastavljamo, ampak nimamo še odgovorov na njih. Je tukaj ravno, kar se tiče spolov, je Fantabot recimo zelo velik korak naprej, ker pač Fantabot samega sebe, Fantabot zdaj ni AI, ampak je konstrukt, pač programska oprema, ki teče na človeškem nevronskem tkivu in on samega sebe smatra za srednji spol, kar pri prevodu potem ni šlo, ampak v angleščini je to izrazito, on je srednji spol, njega ne zanima druge zadeve. Ne? Tako da Martha Wells je za svojo serijo knjig tu ogromno naredila, ampak drugače pa, kar se tiče sodobnih avtorjev, pa Nika, kaj ti meniš, da so tiste vprašanja? Zdaj klasična vprašanja, kateri, mislim, zdaj ful sodobni, nimam pojma, mislim, a smo šli kam ful dlje od tega, a gre za zavestno obliko ali ne za zavestno obliko, a jim pripadajo pravice ali pač enake človeške pravice, a so svobodni, a rabijo svobodo te stvari. Če ima kdo dodati, prosim, ampak se mi zdi, da so to neke krovne teme, okoli katerih se vrtimo. Bi pa mogoče skočila ful v preteklost na tem mestu, pa spomnila nekateri raziskovalci tega področja, se pravi pojavljanja umetne inteligence v fikciji, pripisujejo neke vrsto prvo umetno inteligenco ali pa nekaj takega že v bistvu Homerju. V Iliadi se pojavi Hefajst, ki ima zlate pomočnice, ki jih on ustvari, mislim, so iz umetnih materialov skupaj narejene, umetnih iz kovine in so inteligentne. Tako da to bi lahko bila neke vrste prva umetna inteligenca. Pa tudi pri Argonautih, ne? Kolos je tudi dejansko robot, ki sam po svoje dela, kar pomeni, ja, UI se ni rodil 250 let nazaj, nego 2500 let nazaj. S tem, da potem gremo lahko še malo globlje v to debato, pa zakompliciramo stvari, sorry. Pa se vprašamo, a so golumi umetna inteligenca? Golumi. Golemi. Golum. Golumi. Ja. Neka stvar narejena recimo iz zemlje, iz kamnov, iz nekega materijala, ki dobi neko nalogo, ponavadi je problem, ker jo vzame zelo dobesedno, je učinkovita, pri tem včasih se zaplete, ker jih je potem težko ustaviti, ampak ne, lahko deluje na podoben način. Mislim, absolutno lahko izkazuje, če smem odgovoriti na to, absolutno lahko izkazuje znake inteligence. Zdaj, če pa recimo lahko temu pripisujemo kot, da to je inteligentno bitje, bi pa verjetno jaz rekel, da mora preseči potem programiranje tistega alkimista, ki ga je sestavil. To pomeni, da mora začeti izkazovati neke vzorce, ki jih ni alkimist si zamislil in rekel, zdaj bomo v tej čarovniji mi ustvarili golema, ki lahko dejansko, ne vem, ful odlično vrtnice sadi, ne? In pol se bo on enkrat odločil, kaj pa krompir? Potem. Meni je zelo zanimiva ta omemba golema, zato ker prvič sem se srečal z konceptom v Dylan Dog stripu, ki je pa v bistvu zgodbo, je pa ukradel Terminatorju. Tako da v bistvu je Terminator bolj ali manj, samo da je golem in da potem pač ga on en rabin lahko pač nazaj v prah povrne, ampak takoj sem prepoznal, da je to Terminator v bistvu, pa potem sem šel pogledat, kaj je ta golem, odkot je ta legenda in mi je bilo tako, ja, okej. Ne vem pa, če sta niti Ellison, niti Cameron, ko sta delala Terminatorja, imela to asociacijo, ali so to potem pri Dylan Dogu se spomnili. No? Lahko tukaj sam še nadaljujem debat, pa ustavite. Malo imam občutek, da se absolutno noben tukaj ne bo strinjal z mano, super, bomo imeli dobro iztočnico, ampak se mi zdi, da se je začelo pojavljati
vprašanje, kdaj je umetna inteligenca res inteligentna. Ne? Kako, to je tudi neka stalnica v teh pogovorih o umetni inteligenci. Pa prej si rekel, da Golum ne bi bil inteligenten, če bi presegel svojega stvaritelja, svojega alkimista. Zdaj pa sam par zgodovinskih punktov bi izpostavila. Ne? Izvoliš. Leta 1997 je računalnik premagal človeka v šahu. Deep Blue, ne? Ja, ni bila umetna inteligenca, ampak smo čakali, smo mislili, da smo bolj pametni, pa se je izkazalo, da je računalnik bolj pameten. Leta, a je bilo 2015, je računalnik premagal človeka v igri Go. To je bil nek ful velik mejnik, ker smo mislili, tu pa ni samo neko matematično razmišljanje, potrebna tudi kreativnost, skoraj umetnost, ne? Pa je tudi tukaj nas računalnik pošišal. In ok, to so neke igre, potem pridemo do tega, ali lahko računalnik sprovede, oziroma umetna inteligenca ali nekaj takega sprovede neko umetniško delo, ki nas na finto vrže, da mislimo, da je človeškega izvora, recimo roman, ki postane zelo popularen, ki ga sprejme zelo ugledna svetovna založba, gre čez, je prodajna uspešnica in se kasneje izkaže, da je zgeneriran s pomočjo AI-ja. To smo imeli pa letos. Tako da ne, nas kar šiša počasi stvar, pa še kar ne rečemo, da to je pa proper inteligenca. No, Ni ampak podobna človeku, ne? Mislim, mi AI tretiramo kot človeka, ki je v stroju, ne? To je pač čisto tako. Zdaj, če bi ti ChatGPT na tvoje vprašanje odgovoril v matematični formuli oziroma v alinejah, ne, bi rekel, to je računalnik, ne? Ker pa ti odgovarja zelo v narekovajih bistro in se še krega s tabo, ne? In ti reče, ja, tvoje razmišljanje je zelo zanimivo in tako naprej, ga pa dosti ljudi tretira kot AI, ne? Ampak AI postane šele na točki, ko on oponaša človeka dovolj dobro, da ga ti ne ločiš od človeka, ne? Kar je pa Turingov test v bistvu. Ne? To je pol merilo AI, ne koliko je on bister znanstveno ali pa znal v šahu te premagati, to te je znal že ZX Spectrum premagati, če bi bil res dober, ne? Ampak koliko je on podoben tebi v bistvu, ne? Koliko je ta duh v školki, v stroju, ne? Prepričljiv, da ti rečeš, aha, to je pa zdaj kot človek, ne? In to je takrat, ko rečeš, to je pa AI, ne? Čeprav v bistvu ni, ne? Ampak mi ga tretiramo kot tazga. To se v bistvu bolj nanaša na vprašanje antropomorfizacije človeštva na splošno, ne? Saj o te bomo tako ali tako govorili in tam pa me dejansko tudi zanima tvoje mnenje, Nika, ki si pač the resident psychologist, zakaj to počnemo, ampak o tem več kasneje, tako da lahko pa tu nadaljuješ, oziroma ne, sem hotel izpostaviti to, v 60-ih letih prejšnjega stoletja so se v bistvu naredili na MIT-u, mislim, da enega robota, ki je pod imenom Eliza, ki je bila dejansko zasnovana kot chatbot, proto-chatbot in je dejansko prepričala full folka, da je sentient, da dejansko je premagala Turingov test, ampak v bistvu so samo tako dobro sprogramirali kodo, da je lahko zadeva toliko ljudi preslepila, ne? Tako da, ja, dejansko se briše, če povzamem celotno zadevo, meja med tem, kako mi zadevo dojamemo, ne? In pol se postavlja vprašanje, na kateri točki ni razlike, ne? Med tem, če nekaj je realni UI, ali pa ga samo mi tako dojemamo. To je bilo zame. Okej. Ja, mislim, seveda, ne, se za dosti ljudi AI je chatbot, ne, ker je dovolj prepričljiv, z njim se da pogovarjati, kot se da pogovarjati s človekom, oziroma celo bolje, zato ker je vedno na razpolago, vedno ti pritrjuje večinoma, ne, pameten je dosti, recimo, ne, v obeh pomenih besede in to je to. Ne. To je za milijone ljudi pravzaprav AI, ne za nas geeke, kao, ne, ko pač nekako to malo drugače tretiramo, ne, širše, kakorkoli, ampak za enega navadnega človeka, ki ga gre sprašati o nečem, ne, je to AI. Ne, in tudi bo ostal AI, tudi če mi te pametujemo, ne vem koliko, ne. Jaz bi rad samo pridal, da kar se tiče ustvarjanja literature, sta bila dva primera. Eden je bil pred par meseci, je bila roman, ki ga je izdala ugledna založba in so ga potem umaknili, pri čemer je avtorica
rekla potem, da je njen urednik, ki je pomagal pisati, dejansko v AI metal njeno besedilo in je potem tako prišlo do tega. Tako da tu niti ni bilo v končni fazi njeno delo. Zdaj pa je bilo še ravno ta teden z to kratko zgodbo, ki je prejela nagrado. In pri obeh primerih je bilo tako, da več ljudi, ko je to prebralo, že brez da bi se zavedali, da je to AI, brez da bi bilo priznano, da je to AI, je reklo, to pa ni v redu. Zdaj pa pač neki ljudje, ki so gatekeeperji, bodi si tisti založnik, bodi si pri romanu, bodi si tale komisija, so to spustili skozi, ampak večina bralcev, ki pa je to šla prebrati, pa je rekla, to pa ni posebej dobro. No? Res, da tudi za dost knjig, ki so jih napisali ljudje, lahko rečem, da to ni zares dobro, ampak vseeno, pa mislim, da zdaj ne vem, če daš mejo tukaj, da je nekaj sprejemljivo, berljivega, to, kar ustvari ChatGPT, ali pa rečeš, da je to pa nekaj res dobrega. No? Tu pa nekaj sprejemljivega pa zagotovo zna ustvariti, ampak temu ne bi po mojem mogli reči, da je tu neka zavest zadaj. No? V bistvu smo dejansko, oziroma je ugotovitev tak ali tak pol, da itak je to del našega vsakdanjega življenja, pa tak ali tak zadeva ni samo v bistvu omejena na književnost, ampak recimo te problemi, ki si zdaj izpostavil, ker a smem to osebo drugače poimenovati, to avtorico, ne? To drugače gre za Mio Ballard, ne vem, če poznate, ne? Gre za njo in ja, na začetku je bilo izpadla ono fenomenalno wow bomba in potem več ljudi, več kritikov, več urednikov, več avtorjev je bralo. Bolj so ugotovili, tu nekaj smrdi, tu nekaj ne štima in je dejansko imela gromozanski backlash. Bom pa tukaj izkoristil Manco in jo bom celo vprašal kot urednico za vse fledgling avtorje, ki pač razmišljate o tem, ne? Kako preprosto oziroma kako zapleteno je ugotoviti kot urednik, da je nehče napisal svojo knjigo s pomočjo umetne inteligence, oziroma ne bom rekel jezikovnih modelov trenutno, ne bom žalil UI. Ja, kot urednik to ne bi smel biti pretirano težko. Zato, ker so določeni zelo jasni znaki, bom jih povedala, ki kažejo na to, da je bila zadeva napisana ali s pomočjo ali v celoti z velikimi jezikovnimi modeli. Predvsem gre za to, da ne znajo držati konsistence. Zdaj, pri kratki zgodbi to še gre, ne? Ampak, če imaš ti enkrat roman, ki je dolg 200-300 strani, veliki jezikovni modeli ne bojo znali ne razdelati, ne peljati nekega razvoja likov, ne peljati razvoja dogodkov, poleg tega, da pozabijo imena likov, da si izmišljujejo nove like, ki sploh niso bili uvedeni in se kar pojavijo. Zdaj, če imaš priimke zraven, je to sploh druga zgodba, ker nastanejo potem čisto tretji liki. Če gremo čisto tehnično, še posebej v angleščini, je pogosta uporaba pomišljajev, potem ta sveta trojica, torej nekaj je tako, pa še tako. Tako veliko pridevnikov je, veliko zelo pompoznih primerjav oziroma metafor, zelo takih v oblakih, ki zvenijo sicer zelo zanimive, ampak ko se malo poglobiš, vidiš, da to nima nobene duše, to ni v človeški izkušnji zakoreninjeno. In v bistvu gre za tak zelo bujan, bogat, cvetličen slog, z veliko pridevniki, ni bilo samo tako, ampak je bilo še tako pa tako, zelo kontrastno, vse skupaj zelo črno-belo, stavki so večinoma kar podobne dolžine, zato ker ni sposoben nekega normalnega razvoja in pacinga, tako da veliko takih znakov je. No. V bistvu manjka nepopolnost, manjka človeška nepopolnost. Absolutno, zato ker težijo k temu, da naredijo, zato ker moramo se zavedati, kako veliki jezikovni modeli delujejo. Oni računajo verjetnost, kako naj razložim, kaj bo naslednja beseda. Ne? In seveda mora biti to čim bližje neki
popolnosti, nekemu povprečju in pač težijo pa k temu. No. Cool. Ne uporabljati AI-ja za vaše pisanje, če boste pisali knjige. Ja, ne, uredniku bo to zelo hitro jasno. Založba pa ne bo vesela. Sneti, kak pa je to v gaming sferi trenutno? Kaj natanko? AI slop. Aha. Ja, to zdaj mi dva se ne razumemo najboljše, tega sem opazil, ne? Ti si tako res militantno proti, ne? Pa ne AI slopo, ne? Seveda smo vsi proti AI slopo, ne? Oziroma proti, kako smo že rekli? Proti liberalni uporabi generativne umetne inteligence No, pri tako. izdelovanju umetnosti. Ja, pri izdelovanju umetnosti. Ja, tako je. Jaz razumem, da zakaj do tega pride, a ne? Zato, ker pač ljudje z denarjem so opazili, da se da pol špile, ker se pač zelo naporno se jih dela oziroma jih je narediti, so opazili šanso, da se jih naredi v bistveno krajšem času. Itak noben ne opaz, kakor po njihovo, ne? In rezultati v dosti primerih niti niso toliko za nič, ko bi človek pričakoval, ne? Bomo tako rekli, ne? In to daš na Nintendo Store za Switch, ne? Pa daš v Google Play ali pa App Store in tako naprej in pač ajde, nekaj se že proda v tem smislu, a ne? Seveda je s tem marsikaj narobe, predvsem gaming postaja pol pač eno veliko močvirje dreka, ne? Ampak, kjer jaz vidim šanso, a ne, da se pač ta umetna inteligenca v narekovajih dobro uporablja, je konceptualna faza, ki ti res dosti pohitri stvari, ki drugače res ful trajajo. No. Recimo, ne vem, jaz, ko sem še delal špile, a ne, svoj čas, sem si nekaj zamislil in sem moral iti pač do concept artista, a ne, in mu reči, dej mi to nariš ali pa kako bi to izgledali in je pol to trajalo pač par ur in tako naprej, a ne. Če bi rekel Geminiju ali pa Chatu ali komorkoli, ne, bi to jaz dosti hitreje zvizualiziral in bi lahko se že premaknil naprej. Ne. Se pravi, za to konceptualno fazo izdelave videoiger AI niti ni napačen, ker takrat itak rabiš samo tisto, kar bi ti itak nekdo naredil v bistvu iz obstoječih stvari, ne. Kar pa LLM-ji pač najbolj delajo. Ne. Saj realno gledano je pri knjigah načeloma enako, ne, torej... Verjetno. Ne vem, to sem hotel drugače pri knjigah še vaju vprašati, Nika in Igor, ko sta vidva dejansko glede knjig ne samo ustvarjala, ampak tudi prikazala, na kak način sta vidva to prikazala oziroma na kak način sta vidva to tehnologijo uporabljala, ker ja, za ideacijo načeloma ni sporno, ne, torej pač zato, da sam pri sebi ideje skozi daš, da si čas prišparaš, to je v redu, ne. Jaz sem sam militantno proti temu, da se umetniki zamenjujejo za generirano, to je, da smo na jasnem, ne. Me pa zanima, na kak način si ti v svojih knjigah, če si sploh, oziroma na kakšen način bi ti vključila sploh to? Ali na prikazni, ali na idejni ravni? Na kak način bi vključila umetno inteligenco, kakorkoli. Ja, moji androidi so neke vrste umetna inteligenca, sicer so bolj podobni nekemu naprednemu LLM-ju, kakor čemu drugemu, seveda potem gre zgodba naprej, pa ne bom preveč razlagala, ker preberite si sami, kaj se zgodi s tem. Se dotaknem seveda tudi te teme, koliko so prepričljivi, koliko so človeški. Tukaj bi mogoče sam še okljuk naredila, da ne nujno se mi zdi, da sem vas razumela, da je konsenz, da razumete umetna inteligenca, tista, ki je prava umetna inteligenca, je podobna človeku ali pa više od človeka. Okay. Lahko bi bila samo drugačna inteligenca? To postavlja eno zelo zanimivo vprašanje, ne? Glede na to, da ustvarjamo umetno inteligenco skozi prizmo človeške izkušnje, a smo sploh sposobni mi dojeti, kako bi prava umetna inteligenca izgledala, da se tukaj navežem nate? Ne? A bi sploh bilo možno? Ja, nimam pojma, ampak meni se zdi zanimivo dopuščati možnost, ne misliti, ker ne vem, če to zmorem ali pa zmorem, ampak misliti nekaj
dopuščati možnost, da obstaja drugačna vrsta inteligence, ki je samo ne štekamo ali pa ne bomo štekali. No, ampak LLM-ji to niso, ne? Obstaja zelo znana intervju z Davidom Simonom, avtorjem The Wire, ki takrat, ko je ChatGPT prišel ven in je ga novinar vprašal, da če bi on to uporabil, pa ne v stilu, da bi zdaj celo zgodbo napisal, ampak da ko piše zgodba, pa morajo liki priti od točke A do točke B, in bi on recimo vprašal ChatGPT, kaj so opcije, da pridejo od te do te točke, ne? Sploh, če so to fizične lokacije, Baltimore ali karkoli. In je David Simon rekel, reč vzamem pištolo, pa se ustrelim v glavo. Pisati je full fine. Jaz nisem napisal knjige zato, da bi napisal knjigo, ampak zato, ker mi je bila zanimiva zgodba in sem jo hotel raziskovati in razvijati, in to je to. Sem pa uporabil za razumevanje določenih znanstvenih terminov, ki jih imam not, sem pa uporabil širok nabor knjig, videov, podcastov in potem tudi za posamezne specifične situacije, kdaj vprašal ChatGPT, ok, če hočem potovati do Lune, koliko potrebujem energije, če grem tako hitro ali pa tako hitro ali pa tako hitro, zato ker ti stvari zna zračunati oziroma jih lahko bolj preveriš, zato ker pač NASA bo na svoji spletni strani ali pa ESA imela podatek za pač neko optimalno, zdaj pa hočem recimo več različnih stvari, ampak to so izračuni, to so stvari, zdaj bi lahko jaz šel študirati astrofiziko, pa bi to znal in to na nek način potem ja uporabim v romanu, ampak ne direktno tistega tam, ne. In basically sem to uporabil kot nek malo razširjen Google in kalkulator, ne. Zdaj pa, če se vrnem to, jaz mislim, da ali bi mi prepoznali neko umetno inteligenco, jaz mislim, da bi jo, da bi se zavedli, da to je to. Vprašanje pa je, kako, tega pa ne vem, ampak mislim, da bi to kot ljudje morali znati prepoznati, no. Pa če smo že pri tem, kar smo se prej pogovarjali, ne? Ko si ti omenila antropomorfizacijo, to pomeni pripisovanje človeških lastnosti neživim stvarem, ne? Zakaj? Ker več kot očitno smo in v znanstveni fantastiki in na splošno smo nagnjeni k temu ljudje, kar vidimo v bistvu skozi celotno zgodovino znanstvene fantastike, ne? Zakaj smo ljudje nagnjeni k tej antropomorfizaciji? Zakaj robotom pa umetni inteligenci pripisujemo človeške lastnosti? Tukaj je malo odvisno od tega, koga vprašaš. Jaz bi tebe. Jaz bom malo povzela ideje drugih. Za začetek pač evolucijski psihologi razlagajo, da je to zaradi preživetja, tako kot več ali manj vse, da je bilo to potrebno prepoznati poznane vzorce, da smo vedeli, kaj je varno, kaj je nevarno, česa je treba bežati in tako naprej. In zaradi tega smo se hitro naučili prepoznavati znane obraze in zdaj jih vidimo v marsičem, tudi v kavnih vzorcih, če je treba. Ampak smo lahko tudi zelo konkretni. Lahko mi pomagate narediti en kratek miselni eksperiment, ki obljubim, da ne bo bolel. Let's go. Ful je simpel. Samo predstavljajte si nič. Kaj si predstavljate? Temo? Vakuum? Ja. Ja, temo. Nič. Box. Okej. Kako? Prazno škatlo, pač Prazno. nič. Ja. Nič od tega ni zares nič. Ne moramo... Ne moramo zares misliti nič, a pač ne da se, ne. Zmeri pomislimo na nekaj, kar se da misliti, ker preprosto ne gre drugače. Se pravi, zmeraj začnemo misliti nekaj, kar poznamo, delamo z informacijami, z vednostjo, ki jo imamo. In zato
iščemo vzorce, oblike, ki jih prepoznamo. Zdaj, zakaj delamo robote, ki izgledajo kot ljudje, ali pa ChatGPT, ki ima zelo prijeten značaj lahko, to je pa verjetno pol že marketinška poteza friendly user experience pa prodajnih storitev. Imenu denarja. Which would track, čisto iskreno povedano. Ne? Kaj pa mogoče to, da se lepimo tak na LLM-e ne samo zaradi tega, ker so oni zasnovani na tak način, da nam ugodijo, ampak zaradi tega, ker nam načeloma v svetu, ki ne nudi vedno gotovosti, so pa oni ne vem, svetel primer tega, da vprašaj, dobi, da nam dajo dobesedno tisto, kar je nekoč bila, to bo zdaj zelo zanimivo, ampak religija, ki je bil God of the Gaps, nisi vedel kaj, ergo Biblija, ergo Bog, zdaj pa ne veš kaj, gremo vprašati in dobimo odgovor. In nam prodaja neke vrste gotovosti. Ja, jaz mislim, da kot človeštvo vedno nekako stremimo k temu, da vemo nekaj zagotovo. Zelo slabi smo v tem, da ne vemo stvari ali pa da jih ne znamo razložiti in ves čas iščemo neke razlage. Tako da se mi zdi, da zelo hitro iščemo neko zunanjo definicijo, zunanjo potrditev, zunanji odgovor. Tako pri mitologiji, pri religiji, zdaj pa pri tehnologiji. Ne? Zdaj je tehnologija tista, od katere mi pričakujemo, da nam daje vse odgovore. Tako da, ja. Mislim, še vedno so določene vprašanja, ki jih postaviš ChatGPT-ju, na katera ti ne bo dal odgovorov, recimo kako narediti bombo ali pa karkoli, dosti stvari je sprogramiranih not, ne. In mislim pač na ljudeh je, da vedno iščemo odgovore, zdaj Biblija je veljalo za nekaj, kjer so vsi odgovori, zato ker je bil tak diktat, pa zato ker je to bila edina knjiga, ki je bila na voljo. Medtem ko z LLM-ji so zdaj pač najbolj preprost način, kje boš iskal prva točka, kje boš iskal odgovore. Je pa mislim, da še vedno ljudem jasno, da tam ne boš dobil vseh odgovorov in da odgovori, ki jih boš dobil, niso dokončni ali resnični in da greš to še preveriti k drugim ljudem in drugim knjigam in drugim virom. No? Ja, greš, ne, seveda, se on nič ne zna novega povedati, ne. Pač od nek bo potegnil in to je to, ne. Veš, problem je v tem, da mi, če tehnologije pričakujemo odgovore, on jih ne bo najdel, ne. Mislim, on jih bo najdel samo v danem bazenu oziroma področju nečesa, kar že obstaja, ne. Če imaš tukaj zraven enega filozofa, s katerim lahko se pogovarjaš, ne, bo LLM počakal, da bo on povedal, pa ti pa to skopiral, ne, seveda, se drugače ne zna. Zato pač, ne vem, jaz tukaj ne vidim nič posebej magičnega, razen v smislu programerske magije, ne. To pa res imam visoko spoštovanje do tega, kako so te zadeve obrtniško narejene, ne. Da bi se pa nanj zanašal za karkoli več, pa sigurno ne. Pa se vam potem dejansko zdi, in to je vprašanje v bistvu za vse štiri, če dejansko takšna uporaba začenja razvrednotiti pomen umetnosti kot celote in pomen umetnika, oziroma celo, če spreminja oziroma kako spreminja naš odnos do umetnosti same. Produkcijo hitri, ne, zdaj, če ti tretiraš umetnost kot obrtništvo, ne, potem je ta zadeva izredno dobra, ne. In pa če rečeš, koliko je ta stvar podobna realnosti, ne, kot pač, ne vem, slikari pred par stoletji, recimo, ki se ne spoznam čisto nulo, ne, da ne kaj narobe rekel, ampak so naslikali zadevo, pejsaž, kakorkoli, ne, tako kot naj bi bila in to je bilo v bistvu fotografski odraz te realnosti in potem je bila to umetnost, ne. Nekje na tej stopnji smo tle, ne. Če pa ti imaš
pogled na to, da je bila umetnost, to ne rekovaj nekaj več, pa je to spet zdaj debata, kaj to je, ampak v bistvu mi čutimo, da kaj to je, ne? Potem pa veš, da to ni čisto nobena umetnost, ne? Jaz sem šel za foro pač raziskovati par recimo idej za zgodbe, za romane, to bož, da ne povem, kaj je ven ratal, ne? Ker to obupne. Od tega, da je od tamle kopirajo z 18. stoletja neke x avtorje do današnjih neka župa, ne, samo pač ne. Ful je zanimivo tukaj to, ker si dejansko izpostavil udobje oziroma pohitrenje oziroma pač eficienca, ne? Kje pa potem meja med nekim udobjem in predajo odgovornosti? Pa na kateri točki potem mi svojo to, ne vem, željo po komfortu zamenjamo v nek sistem nadzora? Kje je tu nevarnost? Po mojem nevarnost v tem, kar si zdaj rekel, ne? Na tisti točki, ko zamenjaš to za komfortnost, udobnost in sistem nadzora, si že v bistvu postavil podaljšek LLM-ja, ne? Kar se v bistvu dosti hitro lahko zgodi, ne? Ampak vse roko na srce, večina stvari, ki se dogaja, ki nastaja in tako naprej, je v bistvu podaljšek nečesa, kar že obstaja, ne? Samo ti tega mogoče ne veš, a ne? Recimo, primer iz Meglovnega rodu, ne? Sanderson je sam povedal, da njegova, nam rekel zdaj obsedenost, ampak recimo velika ideja alomantike, se pravi alkimije s kovinami, a ne? In recimo starodavnih zapisov, o čem bomo pol govorili popoldne še, starodavnih zapisov na kovinskih ploščah, je povzeto iz njegove mormonske religije, ne? In je sam povedal, da v bistvu to je čisto podzavestno, ne? Zdaj, če tretiraš to kot nekakšen LLM, ne? A veš, a je to zdaj umetnost ali ni, ne? Mogoče je pa LLM na tak način sposoben producirati umetnost. Samo v tem se mi zdi, ne, da LLM vedno sproducira očitno nekaj, ne? Da lahko rečeš, aha, ne? To je pa skopiral tam, to je pa pobral od tam in nima neke sposobnosti, da bi to pregnetil dejansko, tudi če mu rečeš, ne vem, pro-thinking, ne, pol ure nekaj mele in pa on splune ven, še zmeri samo povezuje točkice in uteži daje, ne, to bom jaz zdaj povedal tako, naslednja beseda je to, saj ne ve v bistvu, kaj dela, ne, samo tebi všečno stvar da ven, ne, in to se na neki osnovni ravni je že v redu, ne, ampak za nekaj, kar mi je bilo pa dejansko kaj vreden, pa ni več v redu, ne. Ja, sej, tu, kar se te pomoči tiče, pa to je Cory Doctorov v nedavnem eseju imel, da nekaj, kar ti pomaga, da ti boljše delaš stvari, torej, če hočeš priti iz točke A do točke B, pa se usedeš v avto in je udobneje in hitreje prideš, je to Kentaur, če pa potem ti postaneš suženj tega, kar ti pomaga delati, je pa to obratni Kentaur. In kar v bistvu pač pridemo do tega, da ti moraš delati cel life zato, da si lahko privoščiš tisti avto, da boš lahko prišel od točke A do točke B. No? Je zelo, LLM on izpostavi kot orodje, ki do neke mere ti še lahko pomaga postati Kentaur, ampak vedno bolj pa postaja to obratni Kentaur, kjer ljudje moramo delati več stvari in bolj dolgočasno, zato ker je nekje v delovnem procesu vključen LLM, ki dejansko povzroči več dela na koncu. Tako da to je zdaj pač cel zelo dolg esej, o tem pa se ne bi spuščal v to, ampak to je ena od teh tem, ki so zanimive. Ampak kar se pa tiče še eno vprašanje imam in sicer odgovor je pa 42, ne? In v bistvu me je vedno zanimalo, kaj vi menite, odkot je Adamsu prišla ta ideja, da če imamo računalnik, ki mu postavimo vprašanje, zakaj pride do tega odgovora in kako je on prišel do tega, kako se je vam to zdelo, ko ste prvič prebrali na to? No,
No, to pa je bilo nepopisno zabavno. Zakon. Ja, ampak nisem takrat, ko sem to bral, nisem razumel konotacije, ne? Ker konotacija je v bistvu ista, kot pa LLM-jih. Hoče ti postreči z odgovorom, tudi če je še tako blesal, ne? In ti bo pač postregel z odgovorom. Ne? Jaz sem Geminiju točno rekel, postrezi mi z odgovorom, če ne veš. 2 uri se je držal, zdaj pa spet streže z odgovori. Ne? In to je pač točno to, 42, ne? Kako je že prišel do tega? Douglas. Bila je ena anekdota, kako je prišel do tega, skratka, nekaj je gledal skozi okno od kuhnje, ali kaj, se spomniš tega? Prav je razlaga, kako je on prišel do tega, ampak skratka, ne, v zgodbi je pa ta zemlja kot računalnik, je točno to, en ogromen LLM, ne, ki pa na koncu pride do nečesa, ne, to je ta bistroumni nesmisel, ne, ampak si upam trditi, ne, da LLM ti ne bi odgovoril 42, ne. Ne, LLM bi itak povzel vse, kar so mu do zdaj nafilali, pa bi povedal nekaj pametnega. Jaz bi tu mogoče rekel, pa to, kaj je Manca povedala, ker 42 je že odgovor, ampak tudi tam Douglas sam pove, da ni pomemben odgovor, ampak je pomembno vprašanje, ki ti kontekstualizira odgovor in potem na podlagi vprašanja v povezavi s tem odgovorom ti doživeš še razodetje. Torej, mogoče je pomen vprašanja večji, kot pa pomen odgovora, recimo enako kot danes tukaj, ne, ker realno gledano, noben od nas ne je rešil problema umetne inteligence, bomo pa mogoče ljudem dali misliti glede tega, ne? Še dame? Vajen odgovor na Igorjevo vprašanje? Ja, na 42. Jaz takrat, ko sem prvič to prebrala, ena izmed misli mi je bila, da je bilo napačno vprašanje. Zavrnemo premiso, pa to je to? Funkcionira tudi v končni fazi. Manca? Ja, ko sem prvič brala, se nisem preveč poglabljala v to, žal sem sprejela kot dejstvo. Mislim, da sem malo prezgodaj brala. No. Pol je pa žal itak film prišel ven. Res žal, ker meni ta film ni bil všeč, meni je bil ta film grozen. Čeprav je še nekako kar cenjen, tako da ne vem. Jaz sem si na koncu najbolj Marvina zapomnila, tako da to je svetla točka pri meni. Alan Rickman je itak svetla točka vseh naših življenj bil vedno. Se pa tukaj potem pojavi vprašanje, če imamo že take debate pri LLM-ih, če imamo že take eksistencialna vprašanja pri tem, ne, kaj bo šele potem, ko dejansko pride do nekih pravih umetnih inteligenc, torej recimo Data, recimo kakšni tehnojedro iz Hyperiona ali pa The Swarm, mislim, da je tudi z ovih, ne? Ali pa recimo kakšna GLaDOS, ne? Da damo shoutout pa Shodan, ne? Recimo. A bi bilo sploh smiselno probati na nek način to usmeriti, tako prihodnost, ali je taka oblika prihodnosti neizbežna za nas? Vključno z predajo lastne avtoritete oziroma avtonomije v imenu, ne vem, hitrejšega dela, lažjega dela, manj razmišljanja. Mislim, če sklepam po videoigrah, je zelo bežna. Ne? V videoigrah se itak je AI neka, kako bi rekel, raztreščena človeška podzavest, od katerih pol vsak avtor nekaj malega vzame in okoli tega zgradi nekega antagonista, ne? Ki ga seveda načeloma dobra videoigra vedno mora imeti. Ne? Ampak da bi jih podaljšval to v neko realno prihodnost, bož da ne? Ker si ne predstavljam, da bi se človek hotel zaposliti, pa mu bo GLaDOS ga poslalo v labirint, ne? Ker bi mu spuščala neurotoksin noter pa tako naprej, ne? Ali pa pač, da bi nekje v prihodnosti naredili vesoljske postaje in pa Shodan, ne? Ti naredi svoje tamle. Meni se zdaj zanimivo, kako ozko v bistvu so te AI v videoigrah predstavljeni in pa hkrati seveda se mi je zdelo logično in nujno, da tudi so, ne? Ker malo videoiger v bistvu
nekaj AI širše vzame, ne? Recimo primer bi bil Deus Ex, ne? Kjer je trojni AI, ki prehaja iz ene stopne v drugo stopno in potem v tretjo stopno in v bistvu pač mislim, da preide iz terminatorskega v nekaj mal manj terminatorskega pa bolj filozofskega, a ne? Ampak takih je pravzaprav malo, ne? Večina videoiger se našo prihodnost naslika zelo črno in vzame v bistvu to, ja, Terminator je v bistvu mal pregnete levo, desno, ne? Se mi zdi, da je Terminator tisti, se pravi Skynet je tisti AI, ki se nam je najbolj zapisal v nek kolektivni spomin. Vsaj ljudi, ki so do zdaj ustvarjali videoigre. Zna pa biti, ne, da pač ta generacija, ki zdaj prihaja, da ni bilo, da se je iztrgala iz tega težnostnega polja, ne, vpliva tega filma, ki je bil v 90-ih, 80-ih in 90-ih, pa tudi potem po mojem najbolj vplival na popkulturo in dojemanje AI-ja kot nekega bitja, ki pač prevzame razum. Boss bitve strahu v bistvu. In takoj reče ljudje, vi ste ščurki, moram vas uničiti, ne. In to smo videli že v 1500 nekih variantah, a ne. Ali pa nasprotje, seveda, ne. AI se vklopi, ne, in potem reče, prijatelji. So pa tudi vmes veliko nijans še neraziskanih, a ne, ki verjetno nakazuje na bolj realno prihodnost kot na nek ekstrem tle. Ful zanimiv tukaj primer je v bistvu potem Ultron, če poznate, ne? Ko je Ultron iz Marvelovih filmov, ne? Ko je na podlagi možganskih, brain pattern, kaj je to v slovenščini, to boš ti boljše znala od mene. Možganski vzorci delovanja, kjer je njegovi možgani, možgani so bili na podlagi Tonijevih narejeni, ne? Torej se tu postavi vprašanje, ali je dejansko Ultron kriv za to, kar se je dogajalo, ali pa Tony Stark. Vedno je Tony Stark. Ok, v redu. Glede na to, da nam malo že zmanjkuje časa, bom v bistvu postavil eno zelo enostavno, ampak zdaj bo res preprosto vprašanje. Za vas, kdo bi bil vaš idealen cimer, če bi bil UI? Wall-E. Ne GLaDOS in Shodan. A si mislil, da boš zagovarjal? Ne, bom nagikal na polno in sicer bi bil Guilty Spark iz Halo, če kdorkoli pozna. To je en tak AI, ki v obliki krogle, ki bluzi pred tabo, ne, in govori za eno tako zelo zanimivo pasivno-agresivno kadenco, da nikoli ne veš, da te zafrkava, ali dejansko hoče ti dober, ali je nek maliciozen stvor, ki te bo zdajle ubil, ne. Prav zabaven tip, no, moram reči, so ga zelo dobro napisali in vse tiste misije z njim, ne, so pač izredno cool, prav zaradi njega, ne toliko zaradi vsebine same misije, ki pač običajno je nekje, kjer je veliko praznine in pa sovražniki skačejo na te hočejo biti, ampak kako on to pove in te vodi, to je pa za crkati smešen. Je malo GLaDOSasti, no, ampak je bolj, rad bi ga imel za cimra, no. Nice. Ja. Manca? Ja, glede na to, da sem Marvina že prej omenila, pa da ne bo mož ljubosumen, ne bom rekla Marvina, bom rekla Kit iz Viteza za volanom. Knight Rider. Oba ti podpišem, ni problema, v garaži imamo lahko Kita, v bajti pa Marvina, pa bo čist super. Ja, Fantabot je lušen, zabaven, TV pripravljen gledati z ljudmi, to se mi zdi čist vrel. Čeprav slabe žajfance, ne? Najbolj cool na celotni zadevi je, koliko paneliste poznam, dejansko bolj idealnih niste mogli izbrati, pa res vrhunski za vas kot osebnost to. Moramo pa še odgovoriti na zadnje vprašanje. Torej, UI ali jo probat uigrati? Imamo kak konsenz ali bolj ne kot ja? Ne vem, a je to sploh še naša odločitev? Osebno me zanima vaše mnenje. Ja, jaz se sprašujem, če moje mnenje sploh še relevantno na tej točki. Če ne drugo meni? Razumem, sem A imamo še izbiro? Ne vem, če imamo.
Ne, uigrati, ni druge tle. Uiti ne boš, razen če se bo zgodil nekaj totalno nepredvidenega in bo šli vsi data centri v luft, ne. Je ta zadeva tukaj in bo ostala tukaj, ne. Zdaj pa pač, kaj bomo zdaj naredili, je pa drugo vprašanje, isto kot jedrska energija in tako dalje, ne. Lahko se pač pretvarjaš, da je ni, ampak goba po eksploziji pravi drugače, ne. Ja. Ja, glede na to, da to ni nekaj, kar bi si izbrali, ampak je bilo to nam usiljeno oziroma ponujeno oziroma dano v splošno javnost. Uiti ne moremo in pač razvoju nikoli ne moreš uiti. Pač tehnologija bo vedno šla naprej, ne more več iti nazaj, to je dejstvo. Tako da ja, bomo morali najti način, kako živeti, sobivati s tem in si hkrati pač odgovarjati na vprašanja, ki se meni zdijo še najbolj pomembna. Torej, od ekoloških vplivov, ekonomskih vplivov in tako naprej, no, česar sem se že dotaknila. Jaz menim, da kljub vsem napovedim iz Silicijeve doline ne bomo nikoli prišli do te splošne umetne inteligence. Ta orodja, ki jih imamo, bi pa bilo fajn, če so malo manj potratna in ne temeljijo na ukradeni intelektualni lastnini, ampak da nekako pač jih znamo bolj pametno uporabiti kot trenutno. Najlepša hvala za odgovore, spoštovana publika. Najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili na tem klepetu. Upam, da smo vam dali kaj za misliti in hkrati pa bi vas rad povabil, da se pridružite kasneje Igorju, Niki in Sergeju na njihovih NMN dogodkih. Niko boste našli tukaj čez 2 uri, to jo plagam direktno. Kaj? Čez 2 uri, ne čez 1, čez 2. Drugače pa kupite njeno knjigo, fuljeba je dobra. Igorja boste našli pa z Snetijem, tako da tudi mi zamenjamo sam par akterjev, pa je skoristo. In sicer danes so 15 do 6 v predavalnici doli, ne? Sneti, ti mi povej, vse, ki bi radi imeli tvoje remek delo, kje ga lahko dobimo? Katero remek delo, Peter? Ne malo jih je. Ok, všeč mi je tvoja samozavest. Zelo mi je. Serijsko, to je to. Firmware update za 25 €, zrihta ga Sneti. Ne, trenutno sem govoril za prevod Sandersona. Tamle, ko priješ skozi vrata, te v glavo treš. Odlično. Dobesedno. Odlično. In pa Igor bo pa jutri ob 12:30 tukaj predstavljal svojo ZF romanco. Drugače jo pa lahko kupite verjetno tam, tudi tam se zaletite v njo, ne? Je pa fantastična naslovnica, Shout out Mito, ne vem, kje je, mislim, da je moral iti. To je to, družba, to je to od nas. Najlepša hvala, pa lep preostanek NMN-ja.